Dober dan, spoštovane gospe in gospodje. Danes se je na izrednem srečanju sestal vrh 4 predsednikov. To običajno v zadnjih letih počnemo v decembru z oziranjem v prihodnje leto na strateška vprašanja razvoja države. Tokrat pa smo se zbrali na izrednem srečanju zato, da bi se posvetili enemu in osrednjemu vprašanju, ki je zelo pomembno tako za naše ravnanje v krizi, kot po njej. In to je, da država sprejema odločitve učinkovito in demokratično. In da so pri učinkovitem sprejemanju odločitev zavarovani vsi demokratični standardi oziroma se naše delo prilagaja tako, da glede tega ne bo nobenih dvomov v zaupanje demokratičnih ustanov vlade, državnega zbora, državnega sveta in mene kot predsednika republike. Preden se bomo posvetili temu osrednjemu vprašanju današnjega srečanja, naj v imenu predsednika državnega zbora, predsednika vlade, predsednika državnega sveta in v mojem imenu naslovim izraze naše iskrene hvaležnosti vsem ljudem, ki spoštujejo navodila pristojnih oblasti in služb ter ravnajo tako, da pomagajo sebi in pomagajo drugim in na ta način si eden drugemu pomagamo tako, da bomo to zdravstveno krizo prebrodili čim hitreje z največjim možnim uspehom. Rad bi se v imenu vseh nas zahvalil vsem tistim, ki v tem času, ko je vendarle večina doma in na ta način omogoča, da se lažje prebijamo skozi zdravstveni del krize, vendarle odvija življenje kolikor je toliko normalno. Zdravstvenemu osebju, zaposlenim v domovih, starejših, drugih ustanovah, prostovoljcem, varuhom javnega reda in miru, civilni zaščiti, kmetom, skratka vsem tistim, ki nam omogočajo, da v teh posebnih razmerah vendarle življenje kolikor toliko teče normalno. Danes smo se sestali, kot rečeno, zato, da bi ocenili ukrepanje pristojnih oblasti, naših institucij, ki jih predstavljamo, in ugotovili, ali v teh posebnih razmerah moramo kaj prilagoditi tako in to vnaprej, zato da bi bile vse odločitve, ki jih sprejemamo, sprejete v skladu z ustavo in zakoni. Mislim, da je izjemnega pomena, da to krizo, zdravstveno in kasneje gospodarsko in socialno, ki bo temu vendarle sledila, ne samo v Sloveniji, tudi v svetu, rešujemo po demokratični poti. Da se spoštujejo vsi demokratični standardi, kajti tako kot bomo preživeli to krizo, tako bomo živeli tudi po njej. Kolikor bodo ljudje zaupali v to, da je mogoče učinkovito ukrepati v demokratični družbi, toliko bolj bomo demokratična družba ostali tudi po koncu zdravstvene, gospodarske in socialne krize, ki bo njej sledila. To je naše skupno stališče, temu je bil danes namenjen sestanek. Rad bi na koncu mojega uvoda rekel, vsi skupaj ocenjujemo, da je vlada, ki je pred dobrimi 10 dnevi prevzela delo s polnimi pristojnostmi, da dela dobro, da dela v pravo smer. Prav tako smo ugotovili, da je splošna atmosfera v politiki ugodna v tem smislu, da vsi razumemo posebnost razmer in da ne glede na to, da imamo različna stališča, poskušamo ta različna stališča usklajevati tako, da ne bi hromili učinkovitosti odločanja. To je zelo pomembno. Skratka, vsi dobronamerno, z enim velikim medsebojnim razumevanjem, spoštovanjem, poskušamo sprejemati učinkovite odločitve, da bodo te zagotovile zdravje naših ljudi, pa tudi nenazadnje, ko bo konec zdravstvene krize, kvaliteto življenja. V tem smislu bi se radi zahvalili tudi opoziciji,
vsem drugim v Sloveniji, medijem, vsem, ki na nek način ustvarjajo demokratično vzdušje, kajti tako pred kot po krizi smo ljudje različni, imamo različne poglede, vse to velja tudi med krizo in bo veljalo tudi po njej. To moramo zdaj, vso to različnost, samo na nek pameten, politično, bom rekel, občutljiv način usmeriti v to, da enotno, pravim enotno, kolikor je to mogoče, damo v korist celotne družbe. To se mi zdi zdaj zelo pomembno. Toliko za moj uvod. Prosil bom predsednika Državnega zbora, predsednika vlade in Državnega sveta, da imajo tako kot jaz kratek uvod, potem pa bomo odgovarjali na vaše vprašanje. Predsednik Državnega zbora. Hvala za besedo. Torej, kot je uvodoma že predsednik povedal, Državni zbor oziroma zakonodajna veja oblasti skrbi, da je v teh razmerah kolikor se da učinkovita in da v nobenem primeru pri sprejemanju zakonov in drugih odločitev niti v najmanjši meri ne suspendira demokratičnih procesov, ki so značilni za delo v Državnem zboru. Dejstvo je, da so bili v zadnjem času sprejeti številni ukrepi, ki nekako omejujejo dostop in gibanje po Državnem zboru, ki je sicer zelo odprta hiša, da so bile sprejete določene odločitve, da se gradivo, točke, zakoni, ki niso najbolj nujni v tem primeru, prestavijo na majsko sejo, pa vendarle nas glede na spremljanje situacije, glede na hitro ukrepanje vlade, tudi v prihodnje čaka nekaj dela v smislu izrednih sej. Zdaj, eden glavnih izzivov pri delu Državnega zbora v takšnih razmerah je, da se pripravimo na to, da bi eventuelno prišlo do kakšnega izpada števila poslancev zaradi zdravstvenih razlogov in da se glede na tehnologijo, ki jo danes poznamo, pripravimo za to, da je mogoče vsaj v določenem delu delo Državnega zbora opraviti tudi oddaljeno, torej preko raznih videokonferenc in podobnih zadev. Nadalje se Državni zbor, glede na to, da si želi ohraniti ves demokratičen proces, pri zakonih, za katere ocenjujemo, da gre za zakone, ki spadajo v sklop 90. člena Ustave, da bi pravzaprav te procese, ki pač potekajo tudi po samem sprejetju zakonov, pohitrili. Govorim o hitrejši razglasitvi zakonov, to je tistih zakonov, za katere Ustava ne predvideva zakonodajnega referenduma. Skratka, to so vprašanja, ki jih v teh dneh, danes je še en sestanek na to temo v Državnem zboru, naslavljamo in za katere upam, da bomo najhitreje prišli do rešitev, torej vse z namenom, da postane, čeprav je Državni zbor demokratična institucija, ki zahteva neke svoje procese, da postane tudi na tem področju, kar se da učinkovit. Jaz bi se ob tej priložnosti zahvalil tudi vsem zaposlenim v Državnem zboru. Gre za institucijo, kjer je preko 350 zaposlenih, če izvzamem vse poslanke in poslance, torej za veliko institucijo, ki je ključnega pomena tudi v situaciji, kot je današnja, in torej bi se jim zahvalil za to, da nam omogočijo vse delo. Jaz lahko, če izvzamem tiste primere, ki se tiče posameznih ukrepov, rečem, da Državni zbor deluje najbolj normalno. Hvala lepa. Ja, hvala lepa. Bom zelo kratek, ker je čas dragocen. V bistvu bijemo bitko s časom. Vse, kar lahko naredimo za to, da upočasnimo širjenje virusa oziroma epidemije, je pač tisto, kar bo na koncu reševalo življenja, bo tisto, kar bo ohranjalo moči zdravstvenega osebja, ki je v tem primeru ključno. Vlada sprejema vse možne ukrepe, ki imajo za sabo tudi realno pokritje v tem smislu, da jih lahko izvajamo.
V tem smislu je zelo pomembno vse, kar je bilo že povedano, se pravi, da gre za učinkovito, zakonito pa tudi usklajeno delovanje. Z tega vidika je bil tudi ta sestanek koristen, pač treba je ohraniti tudi v pogojih epidemije sposobnost delovanja vseh institucij, ki so v tej državi za to, da sprejemajo potrebne odločitve, in državni zbor je pri nekaterih zadevah zagotovo ključna institucija. In vse tiste priprave, ki mogoče doslej niso bile narejene za to, da bo ta institucija funkcionirala tudi v prihodnjih tednih, je potrebno narediti v čim krajšem času, in tudi o tem smo govorili, in v prihodnosti se bo zelo verjetno pokazalo, da so to zelo pomembne stvari. Od vseh teh zahval, ki so izrečene v tem trenutku, zagotovo največ zahvale zasluži zdravstveno osebje, tisti, ki so na prvi bojni črti, tisti, ki delajo z pacienti, ki so že pozitivni na koronavirus, tisti, ki pripravljajo kapacitete za prihodnje tedne, in seveda tudi tisti, ki skrbijo za najranljivejše skupine. Trenutno imamo te skupine predvsem koncentrirane v domovih za ostarele in v podobnih institucijah. Gre za 10.000 ljudi, ki zahtevajo še posebno pozornost, veliko skrb velikega števila zdravstvenega osebja in seveda tudi našo solidarnost v tem smislu, da ne počnemo nič, kar se tiče stikov in česarkoli nepotrebnega za to, da to kategorijo dodatno ogrožamo. Te vse zaenkrat vlada sproti obvešča o vseh potrebnih ukrepih. Hvala vsem, ki jih upoštevate. Noben ukrep, noben zakon, noben dekret ne more storiti več od tega, da se sami zavedamo, da moramo varovati lastno zdravje in zdravje drugih. Hvala lepa. Hvala lepa. Še predsednik Državnega sveta. Hvala lepa. Državni svet Republike Slovenije deluje v popolnosti in izvršuje vse svoje kompetence. Prešli smo na način delovanja, ko je strokovna služba doma in deluje od doma. Državne svetnice in svetniki opravljajo seje po videokonferenčnem sistemu, glasujemo korespondenčno, to nam omogoča Poslovnik Državnega sveta, Zakon o Državnem svetu, sprejemamo ravnokar tudi pravilnik za delovanje v teh za nas izjemnih razmerah. Naj vas samo še opozorim, da je Državni svet sprejel odločitev, da se odreče vetu na sveženj interventnih zakonov, ki je bil pač vložen v parlamentarno proceduro. O vseh naslednjih ukrepih bomo poizkušali odločati čim hitreje in svoje odločitve sporočati v Državni zbor, predsedniku Republike, tako da ne bomo mi tisti, ki zaviramo nujno potrebne zakone. Kar zadeva pa odnose z javnostmi, bi zelo rad pozval civilno družbo, vse ljudi, ki imajo kakšne sugestije ali težave, naj z njimi ne obremenjujejo vlado v tem trenutku, ker mislim, da ima vlada zdaj veliko bolj pomembnega operativnega dela. V Državnem svetu smo za ta namen odprli internetno stran www.državnisvet.si, kjer so dobrodošle vse sugestije, vso resnostjo jih bomo obravnavali, na nek način zbrali in potem v obliki predlogov vladi posredovani naprej. Toliko lahko kot stičišče civilne družbe in politike pomagamo. Hvala lepa. Odgovorili bomo tudi na vaše vprašanje, prosim. Verjetno kar za vse štiri predsednike, pa mogoče najprej za vas, gospod predsednik Pahor. Gospod Kovšca je povedal, da se Državni svet bo odpovedal torej vetu na ta megapaket zakonov. Boste torej vi nekoliko prej razglasili zakon. Za gospoda Zorčiča, kako natančno naj bi potekale plenarke od sedaj? Je možno, podobno kot v Državnem svetu, torej prek videokonferenc od doma, glasovanje? Torej, vem, da boste danes še imeli sestanek, pa vendarle, kako si pravzaprav to predstavljate? Sami ste rekli, načeloma 350 ljudi je, poleg seveda 90 poslancev, če ste lahko tukaj natančni. Za gospoda predsednika vlade Janšo, morda besedo ali dve na pomembnost aktivacije 37.a člena. Vem, da danes in jutri tudi potekajo
pogovori z gospodom Hojsom in nekaterimi poslanskimi skupinami. Kako zelo pomembno je to in ali pričakujete, da bo vladi uspelo dobiti dovolj glasov, torej vsaj 2/3 navzočih poslancev za aktivacijo? Zakaj je to zelo pomembno? In hvala, na tej točki bi zaključila. In pa mogoče še vprašanje, ali ste vi 4 se že testirali proti COVID-19 oziroma ali nameravate? Hvala. Vsi 4 ravnamo v skladu z navodili in priporočili ustreznih služb. Glede vašega vprašanja naj povem, da ukaz o razglasitvi zakona podpišem, ko po 8 dneh v skladu z ustavo dobim od predsednika Državnega zbora obvestilo o tem, da je Državni zbor sprejel zakon ter da Državni svet ni uporabil pravice veta ali ni bila v skladu z 222. členom poslovnika zahtevana kakšna referendumska odločitev. Danes smo razpravljali o situaciji v tem hipu, glede na te pravne norme, ki jih imamo sedaj. Odločili smo se, da jih absolutno v celoti spoštujemo in ne sprejmemo nobenega tveganja, da bi kdo rekel, da zaradi učinkovitosti odločanja suspendiramo kakršnokoli demokratično normo, ki je zapisana. Zato me bo predsednik Državnega zbora v zvezi s temi 5 zakoni, ki jih je sprejel na zadnji seji, obvestil po 8 dneh, da ni zadržkov, da jih podpišem. To bom tudi storil. Če bo predsednik Državnega zbora, tudi danes po posvetih se bo dobil možnost, da odgovori, ocenil, da je potrebno kakšno stvar spremeniti za to, da bi lahko učinkovito odločali, bo ta sprememba sprejeta po demokratičnem postopku. Tako glede zahtevanega kvoruma pri poslovniku, kot pri zakonih. To je danes zelo pomembno sporočilo tega sestanka. Predsednik Zorčič. Ja, zdaj dejstvo je, da pravila poslovnika narekujejo, da je potrebno počakati 7 dni in potem 8. dan poslati zakon predsedniku Republike v razglasitev. Dejstvo je, da situacija, kot smo ji priča, narekuje to, da nekatera pravila za res izjemne zakone oziroma zakone, ki so, interventne narave in ki so v skladu z 90. členom takšni, da ne dovoljuje referenduma, da ta pravila nekoliko spremenimo oziroma da omogočimo hitrejšo razglasitev zakona. Zdaj, dejstvo je, da vsi smo se v zadnjem času posvetovali s številnimi pravniki. Nekateri vidijo rešitev tudi v obstoječi zakonodaji, ampak mislim, da nihče pa ne trdi tega, da je to možno speljati že danes brez kakšnega tveganja. In mi si pri interventnih zakonih res ne želimo tvegati, da bi na koncu nekdo ugotovil oziroma Ustavno sodišče ugotovilo njihovo neustavnost, ker so bili prezgodaj razglašeni. Če odgovorim še na vaše drugo vprašanje, kar se tiče videokonference oziroma oddaljenih sej, dejstvo je, da poslovnik Državnega zbora ne omogoča takšnih sej in da ga je potrebno za ta namen spremeniti. Odgovoriti je namreč treba na številna vprašanja, recimo vprašanje, ali je lahko poslanec zahteva, da ne bo sodeloval na oddaljeni seji oziroma preko videokonference, ampak želi biti navzoč v dvorani in potem, kako se ugotavlja sklepčnost seje in podobno. Skratka, nekatera vprašanja, ki zaenkrat niso zajeta v poslovniku, bo potrebno rešiti. Jaz verjamem, da je glede na situacijo volja za to pri vseh poslanskih skupinah. Predsedniku vlade besedo naj samo poudarim. Demokracija, njeni standardi, norme ne onemogočajo učinkovitosti. V takih posebnih razmerah je pa potrebno veliko več usklajevanja, predvidevanja, sodelovanja in razumevanja za to, da v skladu z normami sprejemamo učinkovito odločitev. Predsednik vlade. Ja, kar se tiče aktivacije 37. člena, mislim, da je vsem jasno, zakaj to potrebujemo. Slovenska policija je z svojimi resursi na veliki preizkušnji. Zdaj, od včeraj naprej so še kontrolne točke z Avstrijo. Ta nova situacija ustvarja vrsto razmer, v katerih je prisotnost slovenske policije nujno potrebna zaradi splošne varnosti javnosti prebivalstva.
Zaradi tega je seveda lahko manj sil angažira na južni meji, kjer pa potrebe naraščajo in pomoč Slovenske vojske je v tem trenutku pravzaprav edina kapaciteta, ki jo imamo na razpolago. Se pravi, Slovensko vojsko, kolikor je pač sploh imamo, ne rabimo na ulicah. Tudi če bi so uporabili na ulicah, jo imamo mogoče za 3 večje ulice v Ljubljani. Se pravi, ta debata popolnoma deplasirana, gre pa za situacijo na južni meji, kjer je pač v tem trenutku zaradi podatkov, ki jih sami objavljate vsak dan, potrebe naraščajo in jaz mislim, da bo v Državnem zboru dovolj razuma, da bo zbrana potrebna večina, da se ta člen aktivira. Zdaj k temu, kar je bilo prej rečeno, bi še to dodal, da so pred nami pač tedni, ko bo veliko tega na preizkušnji, še posebej pač sposobnost očuvanja vitalnih kapacitet našega zdravstvenega sistema za to, da se spopade z naraščanjem števila obolelih. Število narašča, narašča seveda tudi število pozitivnih, ne obolijo vsi. Tukaj so tudi dobre novice, izmed tistih, ki so najprej oboleli. Na samem začetku prihoda epidemije so se nekateri že pozdravili, se pravi, so odpuščeni iz bolnišnične oskrbe. Danes mislim, da je bil tudi prvi bolnik, ki je potreboval umetna pljuča, odklopljen z tega aparata, ker se je stanje toliko izboljšalo, da lahko sam diha, kar seveda pomeni, da je ta bolezen obvladljiva, da to, da je nekdo pozitiven, še ne pomeni, da bo na koncu končal na intenzivi in tako naprej. Da pa je seveda omejenost kapacitet ne samo slovenskega zdravstvenega sistema, ampak vseh zdravstvenih sistemov na svetu takšna, da ni sposobna zadostiti potrebam, če se število obolelih, ki potrebujejo intenzivno skrb, ki ne morejo sami dihati, če hočete, da se povsem jasno izrazim, takšno, da pač te kapacitete tega ne zmorejo. Zaradi tega vse to, kar lahko naredimo, da se število okužb čim bolj zmanjša, dejansko pomaga reševati življenja. Dejansko pomaga reševati življenja. Vidimo, kaj se je zgodilo v sosednji državi in kaj se še vedno dogaja. Vidimo, kaj se nažalost dogaja v Španiji, kjer je med tistimi, ki so okuženi, tudi zelo velik odstotek zdravstvenega osebja, kar bo kreiralo dodatne probleme. Tudi pri nas imamo del tega problema, ker je znaten odstotek, oziroma neznaten odstotek, ampak med temi, ki so pozitivni na korono, je več 10 zdravstvenih delavcev, ki so nujno potrebni, marsikje drugod, in zaradi tega je seveda treba upoštevati tako dobre kot slabe novice. So dobre novice tudi iz naših lastnih izkušenj, hkrati pa pač ponovno ne moremo zadostikrat poudariti, da so ključni tedni ali pa tedni ključnega izziva pred nami in da noben dekret, noben odlok, noben zakon ne more nadomestiti tega, da se mi sami zavedamo, kaj lahko naredimo. Zdaj, v zadnjih dneh je prišlo tudi do nekaterih bolj praktičnih navodil strani zdravstvene stroke, tudi to je potrebno upoštevati, kar se tiče nošnje, izdelave ali pa učinkovitosti tudi bolj preprostih zaščitnih mask. Še nekaj časa situacija ne bo takšna, da bi se dalo zagotoviti profesionalno izdelano zaščitno opremo za vsakega izmed nas. Nobena država na svetu danes tega ni sposobna. 1 milijon zaščitnih mask za Slovenijo pomeni 600 milijonov zaščitnih mask za Indijo, 1 milijardo zaščitnih mask za Kitajsko, 300 milijonov zaščitnih mask za Združene države, za celo Evropsko unijo 300 milijonov
ni nikjer proizvodnih kapacitet, ki bi lahko to zagotovile. Čez 6 mesecev ali pa čez 2 meseca bo situacija verjetno bistveno drugačna. V tej situaciji je pa pač treba biti tudi pragmatičen, samoiniciativen. Vlada se trudi zagotavljati osebno zaščitno opremo, predvsem tistemu delu ljudi na prvi frontni črti, ki se neposredno spopada z to boleznijo in tistim, ki to zaščitno opremo potrebujejo že itak pri svojem delu, predvsem v zdravstvu. Zagnali smo lastno produkcijo. Hvala vsem tistim slovenskim podjetnikom, ki so mogoče že vnaprej malo razmišljali, nabavili določene zaloge. Marsikaj se da narediti. Jaz sem v zadnjem času obiskal večje število slovenskih občin, marsikje so sami začeli šivati maske in vsa zahvala njim, ker je za zaščito nas, ki ne delamo v zdravstvenem sistemu, ni nujno, da je za to potrebna maska, ki je izdelana na Kitajskem. Vsaka zaščita je boljša od nobene zaščite, če strokovnjaki svetujejo, da kašljajte v rokav, potem je popolnoma logično, da tudi platnena maska, če jo pravilno uporabljamo, nudi boljšo zaščito od rokava. In tekom današnjega dne bodo pristojni izdajali oziroma objavljali tudi navodila za dezinfekcijo, za večkratno uporabo določenih zaščitnih sredstev. Vse to je možno in na ta način je tudi nekatere smernice, kar se uporabe tiče, so že bile spremenjene in z vsemi temi načini bomo blažili to situacijo pomanjkanja zaščitne opreme. Hvala tudi vsem tistim državam, ki nam pri tem pomagajo. Morate pa vedeti, da nihče tega nima dovolj in da gre tukaj zgolj za posojanje, pomoč. Če mi nekomu nekaj posodimo, lahko tudi on nam nekaj posodi za nekaj časa. Trenutno v Evropi ni nikogar, ki bi imel teh zalog tudi za najnujnejše potrebe več kot za nekaj dni in se rešuje situacija povsod iz dneva v dan. So skupna evropska naročila. Bili smo pri nekaterih uspešni, samo roki dobav niso jutri, niso pojutrišnjem, niso v tem mesecu, vsaj ne za večino te zaščitne opreme. Torej, Slovenija vzpostavlja z vsemi možnimi načini tudi lastno produkcijo, potrebovali jo bomo tudi za kasneje. Naj bo šola te epidemije, ko so praktično vse šivalnice zaščitne opreme skoncentrirane na eni točki zemeljske oble, zadostna, da se takšna situacija nikoli več ne ponovi. Je bilo vprašanje še za predsednika Državnega sveta? Ne. A lahko jaz kot vrhovni poveljnik obrambnih sil dodam, da podpiramo odločitev o uveljavitvi 37. člena. Zdi se mi smiselno, da vojska priskoči na pomoč policiji pri varovanju južne meje, tako da lahko policisti opravljajo druge naloge, opravljajo jih odlično, vse povsod po naši domovini. Rad bi ob tem opozoril, da bo tudi sicer potrebno zelo pametno, učinkovito, razsodno razmeščanje naših narodnih resursov, varnostnih, gospodarskih, političnih, človeških, vseh v naslednjih mesecih, morda letih. Jaz moram vendarle pogledati nekoliko dlje, ko bo konec te zdravstvene krize, ko bomo uspešno premagali v naslednjih mesecih pandemijo koronavirusa COVID-19, se bomo soočali verjetno še z 2 drugima pojavama, ki bosta kulminirala hkrati z posledicami zdravstvene krize. Tukaj bosta še krizi ilegalnih migracij, število ilegalnih migracij narašča z majhnim upadom v marcu in za recesijo. Tako rekoč ni več danes
gospodarskega analitika, ki ne bi opozarjal na to, da če drugega ne, zadolženost držav, ki ukrepajo zdaj v času pandemije za oblažitev posledic krize, ne bo imela nekaterih pomembnih gospodarskih reperkusij. Torej, če lahko vidimo v drugi polovici leta hkratnost, sovpadanje treh kriz, lahko vidimo, da bo potrebno v tej situaciji zelo razsodno razmeščati naše narodne resurse, si medsebojno pomagati in pri tem sodelovati. Pri tem naj rečem, da bo odločilnega pomena tudi strpnost, potrpežljivost, pa seveda zaupanje. In temu današnjemu srečanju, to današnje srečanje je bilo namenjeno temu, da v ljudeh zbudimo, dodatno okrepimo zaupanje, da demokracija ne onemogoča učinkovitega odločanja, nasprotno, če in kolikor bomo sodelovali, bili enotni, lahko kot demokratična družba te krize premagamo in okrepimo demokracijo ob izhodu iz te krize. Naslednje vprašanje, prosim. Gregor Drnovšek, TV Slovenija, zdaj več ali manj na nekatera vprašanja sem že dobil odgovore, predvsem pa za gospoda Janše še par vprašanj. Torej, glede na to, kar smo že prej slišali, zakonske omejitve in tako naprej, kdaj bi zakoni lahko začeli, kdaj bi stopili v veljavo, me zanima prvi paket ukrepov, ki ste jih zdaj napovedali ta teden. Vemo, nekateri že predvidevajo recimo tudi upokojencem posebne dodatke. Kdaj bi to lahko dejansko steklo v veljavo oziroma kdaj bi začela zadeva veljati, ali bi to morda že od časa, ko je bila razglašena epidemija, torej 12.3. je možno, da se za nazaj ta zakon upošteva ali kakorkoli. Drugo, seveda, veliko staršev se sprašuje, očitno bo, da... Moj čas zelo omejen, ker so zdaj nekatere nujne zadeve. Bi vseeno najprej dodal nekaj na prejšnjo temo, ker je to zelo pomembno. Včeraj smo imeli en dolg posvet z različno zdravstveno strukturo oziroma udeležbo. Glavna tema je bila ravno pač uporaba te zaščitne opreme. Enako kot to, da imate zaščitno opremo ali pa masko, je pomembno tudi, kako to uporabljate. Ker nepravilna uporaba te zaščitne opreme vas lahko v bistvu bolj ogrozi kot to, da te opreme nimate. Ker če greste s to masko, nekateri jo imate, na rizično območje in se gor pač nabere infekcija, to snamete, primete z roko in potem roko nesete na obraz, boste sami sebe okužili. Se pravi, enako kot to, da opremo uporabljamo, je pomembno tudi, da jo pravilno uporabljamo in se prosim, da sledite nasvetom, ki bodo danes in tekom prihodnjih dni v zvezi s tem podani strani zdravstvenih delavcev. Kar se tiče uveljavitve zakona, mislite na mega zakon, s katerim skušamo ustvariti finančno blazino za to, da bi Slovenija lahko tudi po koncu te epidemije ohranila potencijale in normalno funkcionirala, ali pa če hočete, da bomo spet lahko normalno živeli, je zakon časovno targetiran za april in maj, se pravi za naslednja 2 meseca. Zagotovo bodo nekateri ukrepi, bo za nekatere ukrepe predlagano, da veljajo retroaktivno, to slovenska ustava omogoča, se mora biti to natančno določeno z zakonom. Ministrstva imajo rok danes do 23. ure za posredovanje zakonskih členov oziroma zakonskih rešitev tega, kar je zapisano v smernice, plus vsega tega, kar še dodatno prihaja od različnih, od parlamentarnih do drugih dejavnikov. Zdaj, ko so bile smernice sprejete in se je začela javna razprava o teh predlaganih ukrepih, je še marsikdo kaj predlagal, kar bomo skušali vključiti bodisi v ta prvi paket oziroma v prvi mega protikorona zakon, bodisi v drugega, ki se je že pripravlja in bo verjetno na seji vlade enkrat konec naslednjega tedna. Gre za izjemno zahtevno materijo, takšne še ni bilo, tudi znani ZUJF je bil mogoče 30% projekta, kot je ta, čeprav ta gre v drugo smer. Upamo, da bo vlada tekom jutrišnjega dneva in noči uspela to materijo pripraviti za obravnavo v državnem zboru, potem pa je od državnega zbora odvisno, kdaj bo uspel
vse te ukrepe v tem megazakonskem paketu procesirati in sprejeti. Tukaj oboje pomembno, ne, tako razprava o tem in tudi obravnava na pristojnih ali pa na pristojnem delovnem telesu v državnem zboru. Treba si je vzeti določen čas, zato gre za ukrepe, ki so učinkujejo na različne načine in zagotovo ne bo vse 100% proučeno v tem kratkem času in je tudi parlamentarna obravnava pač potrebna. Idealno bi bilo, če bi zakon lahko sprejeli in uveljavili do 1. aprila, tako da z ukrepi, ki ne bodo retroaktivni, zajamemo naslednja 2 meseca. In v zakonu bomo skušali rešiti tudi nekatere zagate v zvezi z uveljavitvijo roki, o katerih se zdaj debatira in tako naprej, ker po našem mnenju slovenska ustava omogoča, da se tukaj ravna tako, da smo hkrati zakoniti in hkrati učinkoviti. Jaz bi prosil samo še za eno vprašanje. Danes je tudi seja Evropskega sveta in je še nekaj nujnih stvari do takrat. Bomo zbrali še vprašanje in potem končali. Mislim, da bo zanimalo tudi predvsem starše in tako naprej. Najprej je bila napoved, da učenci seveda do konca marca ne bodo hodili v šolo, zdaj skoraj da dejstvo je, da se bo zadeva podaljšala. Je kakšna napoved, kdaj bi zdaj lahko ta zadeva se podaljšala? Imate kakšno oceno? Ne, šole, vrtci in druge podobne institucije bodo zaprti do nadaljnega. Nima smisla zdaj ugibati, ker je datum je pravi, nihče tega ne počne in to je samo izguba časa. In hvala vsem tistim šolnikom, ki so omogočili dijakom in učencem, da vsaj del pouka poteka nadaljavo. Še kakšno vprašanje? Bomo na koncu vsem odgovorili, prosim. Domen Andrle, Planet TV. Za gospoda Janšo do 200% naj bi se nagrajevalo tiste, ki delujejo v najbolj kritičnih dejavnostih. Verjamem, da jim v tem trenutku ni najbolj pomemben denar, ampak da pač zaščita, pa da lahko pomagajo, pa vseeno se že mogoče ve po dejavnostih, ne vem, policija, zdravstvo, kakšni bojo ti odstotki, kdo jih bo določil, se bodo razlikovali, ne vem, UKC Ljubljana, UKC Maribor. Zdaj, kot je zapisano v smernicah, bo možno pač dvojno nagrajevanje. Zdaj o tem, kdo si to zasluži, zagotovo ne more odločati vlada, ampak predstojniki, se pravi tisti, ki neposredno razporejajo delo in spremljajo. V to smer bodo šle tudi zakonske rešitve. Mnogi, ki danes delajo in so dodatno obremenjeni, seveda ne delajo to zaradi plačila, ampak na koncu je prav, da tisti, ki se dodatno žrtvujejo, dobijo tudi dodatno plačilo. Mislim, da s tem nima nihče nobenih težav. Še kakšno vprašanje? Prosim, zadnje. Mogoče jaz, državni sekretar na gospodarskem ministrstvu, gospod Cantarutti, je dejal, da Slovenija v naslednjih 60 dneh pričakuje 326 respiratorjev. Je to za vas dovolj ali menite, da bo teh respiratorjev bilo potrebno še bistveno več? Govorimo torej o tisti najnujnejši zaščitni opremi za tiste najhujše, najbolj obolele, ki šele prihajajo. Najprej naj rečem, da sem vesel vsakega, ki pride. Verjamem takrat, kadar je tukaj, ne takrat, kadar je v pogodbi. Delamo vse mogoče, da bi bile te pogodbe realizirane. Je pa seveda položaj v zvezi s tem vsak dan, ko gre še kakšna velika država v lockdown in se začne z ukrepi, s kakšnimi smo mi začeli pred 10 dnevi, situacija še težja, povpraševanje še večje, načini, na katere nekateri skušajo priti do te opreme, še večje. Tukaj vendarle upamo, da bo, ker gre pri tej opremi gre tudi za proizvodne kapacitete znotraj Evropske unije, da bo vsaj v tem delu potreb pač Evropska unija odigrala svojo vlogo. Je to vse? Zadnje vprašanje. Peter Ravsnik, Slovenska tiskovna agencija. Deluje, kot da je ta epidemija praktično cel svet ujela nekako nepripravljenega. Me zanima, če ste danes morda na srečanju spregovorili tudi o kakšnih sistemskih ukrepih, ki bi v prihodnje recimo učinkoviteje zajezili širjenje takšne ali pa podobnih bolezni, ker tudi COVID-19 verjetno
v nekaj mesecih ne bo izginil. Hvala. No, kot veste, je bila Slovenija pripravljena na epidemijo gripe, na epidemijo tega virusa ne. Prav gotovo je eden od naukov, ki jih bomo imeli, ta, da je potreba biti veliko bolj previden pri preventivnih ukrepih. Predsednik vlade. Ja, po mojih podatkih ste bili v Evropi oziroma Evropski uniji samo 2 države, ki ste imeli izdelane načrte za to vrstno epidemijo oziroma pandemijo. Zdaj, izdelane načrte pomeni to, da imaš pripravljen tekst zakona s prilogami, z odloki, kjer vse piše, katere ukrepe je treba sprejemati. Zato je recimo avstrijski parlament lahko preko noči sprejel zakon z ne vem koliko 10 prilogami, kjer so naenkrat naredili tisto, kar smo mi morali iz dneva v dan napisati od prve do zadnje črke. To pomeni, da je tudi zdravstveni sistem pripravljen na to, da so določene rezervne ekipe, lokacije, razporedi, načrti za sklice in vse ostalo. Tiste države, in teh je bilo žal večina, ne samo v Evropi, ki pač na to situacijo nismo bile pripravljene, upam, da bomo vzeli šolo iz tega. Zdaj, kar se tiče nas, delamo sproti nek opomnik tega, kaj je potrebno pripraviti za to, če Slovenijo kdaj v prihodnje zadene epidemija. In vsaj kar se nas tiče, zagotavljam, da bomo pripravljeni 100-krat bolje, kot smo bili doslej. To ne velja samo za Slovenijo ali eno od 27 držav Evropske unije, ampak velja tudi za Evropsko unijo. Potem, ko se nismo znali skupaj soočiti z ilegalnimi migracijami, se zdaj drugič v kratkem času nismo bili sposobni kot Unija soočiti z ukrepanjem zoper ta virus. Tudi za Evropsko unijo mora biti to neko sporočilo, če hoče, da bo okrepila zaupanje skoraj pol milijarde ljudi v njeno učinkovitost. Na koncu ne rečem, da v imenu vseh 4 izražam eno občudovanje, da je tako rekoč velika večina, ogromna večina naših ljudi razumela potrebo po tem, da skrbijo zase in da skrbimo eden za drugega in da v tem smislu izkazujemo eno solidarnost, ki je zelo navdihujoča in upamo, da bomo tudi zaradi tega resnega obnašanja ljudi, ki je zelo spremenilo naš življenjski stil, uspeli to zdravstveno krizo premagati prej, kot se zdi, in da se bomo uspešno, učinkovito soočili z njenimi posledicami. Hvala za vašo pozornost, lep dan in zdrav dan. Hvala lepa.